Pozdravljeni! Zopet je prišel čas za naš običajen komentar novic. Poglejmo si skupaj, kaj se je zanimivega zgodilo v preteklih dneh. A bolje bi bilo verjetno reči, kaj se je zgodilo v preteklem dnevu. Namreč vsi članki, katere bom citiral v tem pregledu, so datirani 3. avgust. Ne zaradi tega, ker se mi ne bi ljubilo gledati bolj nazaj v zgodovino, ampak ker po veliki nagradi Madžarske so komaj 3. avgusta viri začeli objavljati drugačne novice. Kot običajno tudi tokrat 4 različni sklopi, katerih vire boste dobili navedene v opisu tega članka. A da ne bomo tako dolgi kot ponavadi, začnimo kar s prvim sklopom. Charles Leclerc je močno poškodoval svoj pogonski sklop. Trk z Lanceom Strollom ni bil tako nedolžen in pri naslednji dirki, veliki nagradi Belgije, bo imel nove komponente. Ni še čisto jasno, katere vsem bodo zamenjali, a govori se o 3. motorju z notranjim izgorevanjem. Kar je zanimivega pri tej novici, je najprej to, da sem jo zasledil na italijanski ter angleški verziji portala motosport.com, kar ni nič takega. Zanimivo je to, da je bila novica objavljena ob istem času strani 2 različnih avtorjev. Torej, informacije so dobili od drugod, naredili članek v raznih jezikih in ga skupaj istočasno objavili. A to, da bo imel Charles Leclerc težave proti koncu sezone, ni nič takega. Nekaj podobnega lahko pričakujemo pri Maxu Verstappenu. Kolikor je motor z notranjim izgorevanjem ali kakšna druga komponenta pogonskega sklopa malce izrabljena, malce poškodovana, malce napočena, velika nagrada Belgije in velika nagrada Italije sta tisti 2 dirki, kjer to ni prava rešitev. Če smo lahko na Madžarskem videli, da pogonski sklop ni toliko trpel, na prej citiranih 2 velikih nagradah bodo pogonski sklopi pod velikansko obremenitvijo. Kazenska mesta, ki jih lahko pričakujemo tako pri Charlesu Leclercu kot Maxu Verstappenu, bomo videli v nadaljevanju, tam proti koncu sezone, kajti ne en ne drugi nista izrabila bonusa. Treba je pa poudariti, da letos s 23 velikimi nagradami bo lahko še marsikdo imel podobne težave. Tudi brez takih pripetljajev, ko dobesedno nesreča izbriše komplet, ki bi lahko zdržal še kako dirko več. Prekinitev pogodbe med Danom Tictumom in Williamsom je lahko presenečenje ali niti toliko ne. Namreč Dan Tictum je znan akter v minornih formulah, kjer bomo videli, da je v preteklosti že marsikaj naredil, kar ga je postavilo v slabo luč. A uradno je šlo, recimo temu, skorajda sporazumno odpoved pogodbe. Ni prišla v javnost nobena podrobnost, ki bi kazala na kak spor, na kako nezadovoljstvo, pač, a razselili so se, po besedah Tictuma, tudi zato, ker ni imel možnosti, da bi v naslednji sezoni vozil za ekipo Williams v Formuli 1. Poudaril bi rad, da Dan Tictum v tem trenutku nima superlicence. Pri Williamsu v tisti razvojni vlogi ostajajo Jack Aitken, Jamie Chadwick in Roy Nissany. A Dan Tictum za poznavalce Formule 1 je dokaj kontroverzna oseba. Mnogokrat je že storil ali dejal zadeve,
ki so ga ovirale pri nadaljnjem razvoju. Najprej je bil v tisti skupini voznikov, ki jih podpira Red Bull. Decembra 2019 je prišel k Williamsu. In pri Red Bullu je znano, da ukolikor nisi prvi, najboljši, zate ni prostora. Ten Ticktum je znan po svojih kontroverznih dejanjih. Leta 2015 je dobil celo sezono izključitve zaradi namernega trčenja, kot tudi zaradi izjemno provokativnih izjav. Naprimer, lani je Yukija Tsunodo imenoval neumni mali fantič in to je prijazen prevod tistega, kar je povedal Ticktum. A tudi pred razdrtjem te pogodbe se je lotil glavnega voznika pri ekipi Williams Nicolaja Latifija. Najprej ga je med igranjem videoigrice v živo primerjal z iztrebkom in to je odkrito dejal, da je Latifi plačal, da je tam. In seveda, glavnim odgovornim pri Williamsu verjetno to ni bilo všeč. Čeprav je Ticktum nekako priznal, da so pogodbo razdrli še prej. A mene spominja na Santina Ferruccija, nekoga, ki ni dovolj zrel, da bi lahko sedel za volan bilo katerega bolida v bilo kateri kategoriji motošporta. Gre za težave z osebnostjo. Prav, ten Ticktum v tem trenutku je četrti v skupni razvrstitvi Formule 2, 19 točk za vodilnim Piastrijem. Videli bomo v prihodnosti, kako se bodo stvari razvijale, a bodimo pozorni ne samo na njegov nesporen talent na progi, temveč tudi na njegove ekscese izven proge. V tretjem sklopu se bomo pa ustavili malce pri izjavi Matije Binota. Povzemam jo po članku, ki sem ga prebral na spletni strani italijanske revije Autosprint. Binotto se strinja s Christianom Hornerjem, kdor povzroči nesrečo, naj plača škodo. Seveda, to je prišlo na dan po nesreči na Hungaroringu, kjer res Charles Leclerc ni bil nič kriv. Sprašujem se naslednje. Prvič, kaj bi dejal Matija Binotto, če bi bil kdo izmed njegovih voznikov odgovoren? Bi tudi takrat zagovarjal to tezo ali bi dejal, naj skrbi vsak zase, kajti vsi imajo enako omejen proračun? Drugič, izjemno zanimiva teza, predvsem za tiste manjše ekipe. Te so bile prisiljene zvoziti sezono v preteklosti še z manj denarja in njim ni nihče plačal povzročene škode in dobro vemo, da tam v zadnjih vrstah so trki izjemno pogosti. Slišali smo, kako se je začel naprimer Günther Steiner pritoževati nad vsemi temi trki. In tretje, ne bi rad v Formuli 1, da bi situacija postala podobna tisti, ki jo vidimo vsak dan na cesti. Bolidi z obveznim zavarovanjem ter vozniki, ki bodo po vsakem trku izpolnjevali tiste obrazce, kjer bodo ali ne bodo priznali odgovornosti. Seveda, to zadnje malce v šali. A mislim, da izjava Matije Binotta je le odraz tistega, kar smo videli dobesedno na veliki nagradi Madžarske in ne mišljenje, ki bi bilo nekako dolgoročno. A videli bomo v prihodnosti, kako se bodo zadeve obrnile. Na spletni strani Sky Sports smo lahko prebrali, da George Russell je testiral Mercedesa z 18 palčnimi pletišči. Gre za posebej prirejen bolid z novimi obesami, drugačnim vzmetenjem in je samo neke vrste mula,
da dobijo ekipe izkušnje s to novo tipologijo pnevmatik. A nič takega in nič presenetljivega. George Russell je vozil kot testni voznik leta 2017, 2019 in kot se vsi dobro spomnimo, v sezoni 2020 je vskočil na veliki nagradi Shakirja. A mogoče je marsikdo izmed vas zasledil, da je to znak, da bo Russell zamenjal Bottasa. Mnogi, ki so trdili to, so pozabili, da na istem testiranju smo videli Charlesa Leclerca in Carlosa Sainza ter Landa Norrisa ter Daniela Ricciarda. Pri Mercedesu so bili, po mojem osebnem mnenju, izjemno pošteni, kot so ponavadi. Nihče od glavnih voznikov ni dobil priložnost, ne Valtteri Bottas in ne Lewis Hamilton. Zato so poklicali tistega rezervnega voznika, ki je George Russell. To ne pomeni, da bo zamenjal Valtterija Bottasa, kot ne pomeni, da ga ne bo zamenjal. Gre le za testiranje, kot smo ga videli, kot sem že omenil, leta 2017 in 2019, kjer George Russell po testiranju ni zamenjal Valtterija Bottasa. Dajmo čas odgovornim in počakajmo raje na uradne novice. Sam imam to raje kot razne špekulacije, ki konec koncev ne pripeljejo nikamor. A to za danes je bil naš zadnji sklop. Hvala za vašo pozornost ter seveda nasvidenje.